Dajmo si pogledati prav najbolj osnovne stvari, ki jih lahko naredimo v Canvi. Dajmo izbrati tukaj Ustvari izdelek. Šla sem na velikost pomeri, tako da si ustvarimo neki vodoraven format. Lahko bi pa izbrali katerakoli od predlog. Kliknemo Ustvari nov izdelek in dobimo zdaj naše polje, naš kanvas, kjer se bomo igrali. Prva stvar, če želimo karkoli dodati, je najbolje iti tukaj na elemente. Med elementi imamo ogromno stvari, od grafik, oblik, do fotografij, videov in tako naprej. Danes si bomo pogledali recimo jezero. Bomo dodali torej eno fotografijo. Lahko bi dodali tudi grafike, dajmo začeti recimo s fotografijami. Lahko tudi tukaj kliknemo in si samo fotografije pogledamo. Pazimo, če imamo brezplačno verzijo Canve, da ne izbiramo teh skroncev. Evo, bom izbrala to. Sedaj ga lahko povečam. To je prva stvar, kar lahko naredim z elementom, torej da povečam ali pomanjšam. To naredim iz vogala. Torej kliknem in vlečem. Tukaj bom naredila, da se mi razširi čez cel ekran oziroma čez celo moje platno. Tukaj mi pride ravno točno po velikosti toliko, kot so moje dimenzije. Lahko bi pa tudi drugače obrezala, to lahko naredim s temi pri straneh. Recimo, če bi želela imeti toliko neba, bi lahko na tak način porezala in nato še ponovno povečala. Zdaj sicer en del slike ni viden tukaj pri straneh. Če želim, lahko tudi to porežem, da se točno ujema na velikost mojega izdelka. Če dvakrat kliknem na sliko, vidim, da kar sem obrezala, mi ni nikamor izginilo, ampak je samo odzad in lahko celo še dodatno urejam svoj izrez. Tako, sedaj bom tudi ta vogal pustila noter in samo ta del, ki je zasenčen, ga ni videti na izdelku. Če želim se zdaj tega znebiti, dvakrat kliknem na sliko ali kliknem ven na sivo. Tako da to je prva stvar, kaj lahko naredimo s fotografijo. Povečamo, obrežemo. Lahko jo tudi rotiramo. Zdaj, da bo to lažje vidno, jo bom najprej malce pomanjšala in premaknila. Fajn pri Canvi je tudi, ker mi ves čas nekako s temi roza črtami označuje neke poravnave. Sedaj recimo je fotografija popolnoma poravnana, tako vodoravno kot navpično. No, pa poglejmo si še rotacijo, torej lahko jo ročno rotiram. To je ena možnost. Lahko jo pa tudi zrcalim, ne. Tukaj pa imam v tej vrstici zgoraj, ki se mi pokaže vsakič, ko je fotografija označena. Če grem na obračanje, jo lahko zrcalim vodoravno, torej na tak način, ali pa navpično. Zdaj to seveda ne pride v upoštev. To pride včasih bolj za kakšne grafike. Torej bom nazaj vrnila, kot je bilo. Če smo zdaj že na tej vrstici, kaj lahko še naredimo na tej vrstici? Uredi. Možnost urejanja mi odpre tukaj meni za slike. Imam ogromno učinkov, mnogo je seveda plačljivih, ampak če grem tukaj na prilagodi, lahko fotografijo urejam kot v vsakem urejevalniku fotografij. Lahko spreminjam toplino, nianso, svetlost, kontrast in tako naprej. Če smo kakorkoli pretiravali z našo obdelavo, lahko vedno kliknemo po nastavi, prilagoditve ali pa mu rečemo auto adjust, torej da nam fotografijo sam po svoje prilagodi. Potem pa lahko samo intensity spreminjamo, torej koliko močno želimo njegovo spremembo upoštevati. Torej to dobimo na gumbu Uredi. Background remover je dosegljiv samo v plačljivi verziji, torej tega zdaj tukaj ne bomo. Tukaj so barve. Barve na fotografijah. Zdaj to nam pride v upoštev potem, ko dodajamo besedilo. Imamo možnost obrobe, torej okvirček lahko dodajamo, vidimo, da ga dodaja proti noter. Lahko slog spreminjamo, torej da je kot neka črtica. Lahko zaobljimo robove, torej da imamo neko zaobljeno sliko, ne. Da bom vrnila vse s tem nazaj, ne. Torej, obrezovanje smo si že pogledali. Kar se tukaj še lepo prikaže,
je v kakšnem razmerju želimo sliko obrezati. To je sploh fajn, kadar želimo pripraviti stvari za social media. Tukaj imamo še prosojnost. To je prevedeno iz angleščine, opacity, zato prosojnost do konca je v resnici popolnoma vidno, čeprav bi bilo kontra lih bolj smiselno, ampak okej, določamo, koliko je prosojna slika. Zdaj animacije si ne bomo pogledali, položaj pa nam recimo pomaga, lahko ga poravnamo na vrh strani, na levo, na dno, na desno ali pa na sredino po višini in na sredino po širini, kar smo že prej naredili. To so osnove, kaj lahko naredimo z enim elementom, kot je fotografija v Canvi.